Če še niste na fotolovu za meglicami decembrskega jutra, je pravi trenutek, da spoznate vizualno umetnico in fotografinjo Urško Košir. Njena ljubezen do fotografije se je razvila še pred digitalno dobo, ki je vzela razvijanje. V 80-ih letih. Takrat, ko sem se jaz rodila, ni bilo še mobitelov in ni bila ta fotografija tako vsesplošno razširjena, ampak je bil fotoaparat kot neka družinska srebrnina, ki je bil spravljen tam nekje visoko gor na polici. Ta fotoaparat se je iz te police vzel samo res ob teh najlepših priložnostih, se pravi, so bili to kakšni rojstni dnevi, so bili to kakšna praznovanja, novo leto, vse to. Ko je nekdo od staršev ta fotoaparat potegnil ven, je že obetal nekaj lepega. Navdušili so jo gumbi na fotoaparatu, kompleksna tehnologija in zvoki, ki jih je sprožal. Napravo je požirala z očmi in svoje drobne prste komaj držala pri miru, čeprav si je želela stikati. Seveda mi starša tega nista pustila, no in za besedami ne, to je pa pač nekaj, česar se ne sme, je pa mislim, da pa samo še tista dodatna iskrica dodana. V osnovni šoli je fotoaparat povsod nosila seboj. Nič drugače ni bilo v srednji šoli, spremljal jo je tudi na fakulteti in ob študijskih zabavah. Fotografija pri meni se je razvila iz hobija, jaz namreč po izobrazbi sem diplomirana pravnica in tudi recimo v študentskih letih sem moje prve, takrat so bili še tolari, zaslužila s fotografijo. Namreč takrat smo veliko hodili po koncertih, vstopnine so bile drage, no in potem najlepše je bilo, da sem vzela fotoaparat sabo, ko sem ga itak imela, naredila tistih par fotk, smo jih objavili na internetu in v zameno so mi v bistvu plačali karto. Vstopnina v svet fotografije pa ni bila tako poceni. Po koncu študija se je morala odločiti, kaj bo počela v življenju. Urška Košir je urejena ženska, ki si želi živeti v pravični in pravno varni družbi, zato je izbrala študij prava. Opremil jo je znanji, ki bi jih v tem času potreboval vsak državljan, je prepričana. Za fotografijo pa še ni bila dovolj zrela. Nisi upala, se spominja. 1 leto je zato delala v odvetniški pisarni, a ji je odvetnica svetovala, naj se loti česa drugega. Tako je bila kot neka moja mama takrat. No in mi je na koncu leta rekla, Urška, ti čisto odkrito povem, če imaš kakršnokoli možnost delati kaj drugega, rekla, če imaš kakršnokoli talent za kaj drugega, sam pejt. Ker pravo, sicer vse lepo in prav, ampak moje osebno mnenje je, da Slovenija kot država je premejhna. Pravni sistem, ki temelji na neki objektivnosti, zato pri nas ne more funkcionirati, ker žal se vsi poznamo med sabo, če ne drugega sedimo na faksu skupaj in če si enkrat na faksu skupaj, pa greš na kakšen žur skupaj, pa se pol srečaš v sodni dvorani, se lahko še tako pretvarjaš, da si objektiven, ampak pač človeški faktor je človeški faktor in kot rečeno, to je moje osebno mnenje in zaradi tega sem potem tudi šla ven iz prava. Fotografija je pa po drugi strani mi pa daje še ta, vedno sem se hecala, da pravo so črne črke na belem papirju, fotografija so pa barve, emocije in še vse ostalo, tako da mislim, da je potem izbira logična. Urška Košir je izbrala fotografijo, narave, arhitekture in obojega hkrati. Pravi, da se to dvoje še posebej prekriva na fotografijah človeškega telesa. Je ženska, ki ustvarja naslovnice moških revij. Ja, za Playboy še vedno fotografiram. Playboy, kot vemo, so tako je gola dekleta, prikazana na zelo estetski način. Če bi pa rekli zdaj, kaj je estetsko, zdaj smo spet tle, ne? Spet smo odvisno pač od družbe, odvisno od družbenih okvirov. Recimo mi, ko smo tudi v navezi bili z ostalimi redakcijami po svetu, nekje recimo stopnja golote, sploh bolj v tistih konzervativnih državah, so punce v kopalkah v Playboyu naslikane, ne? Se pravi, sploh niso gole. In zdaj tako, pač kar je okusno oziroma do kje se gre, je zelo pogojeno z družbenimi percepcijami. Se mi zdi, da tukaj pri nas, da je okusno nekaj takrat, ko še ostane malo prikrito. Nekateri take fotografije dojemajo kot pornografske, sama pravi, da so umetniške. V tujini je fotografiranje za takšen trg referenca, Playboy pa uveljavljena znamka, ki dviguje ugled fotografu. Kje pa je meja med okusnim, kot radi rečemo, in vulgarnim? Meni osebno je žensko telo najlepša forma, kar je bila lahko skreirana v naravi, zlati res proporcij, vse štima. Pač vse je tako, kot mora biti in mi je res žensko telo kot neka umetnina, kot neka umetniška skulptura in skozi to tudi vedno pristopim k fotografiranju. Ko pa recimo bi nek intimen del bil tako razkrit, da bi zmotil to, se pravi, da imaš ti lepo formo na fotografiji, pa je potem pač tisti intimen del tako razkrit, da potegne vso pozornost, ja, tle je pa recimo moja meja, kjer je preveč. Fotografinja Urška Košir je tudi edina ženska podpisana pod slovenski erotični koledar, ki ima status domačega Pirelija. Vsako leto ga poklonijo samo 300 izbrancem in velja za posebno darilo. Ženska perspektiva je drugačna, je prepričana. Ženske na njenih fotografijah so močne in dostojanstvene, opažajo drugi.
Je pa zelo zanimivo, da starejše kot je dekle, lažje je delati z njo. Kar je v bistvu nek paradoks, ker mlajši, ko smo, bolj so telesa čvrsta, lepše vse stoji, bolj so linije še take te mehke. Mlada telesa so itak najlepša, ampak punca pa 18, pa 20, pa 25 je tako obremenjena s svojim videzom, da tudi tam, kjer je vse najlepše, pa vse popolno, bo najdla neko malenkost, da jo bo motila. Vsako fotografiranje, še tisto za osebni dokument, je stresno. Moč fotografije je ta, da razkrije in prikaže, ujame trenutek. Golota je zato še toliko bolj intimna in neposredna. Telo je golo in ni nobene bariere več. In se pravi, obleka nas vsaj malo zaščit. Malo manj se počutimo ranljive, ko smo pa goli, je pa to, kar je. To, kar smo, in to v bistvu se pokažemo na plan. Prepričana je, da je vsak človek lep, narava z namenom ustvari visoke ličnice ali tanke ustnice. Lepota je v drugačnosti, fotografija pa je lepa, ko se posameznik zaveda svoje unikatnosti. In veliki nastovi in take stvari, s čimer se danes punce obremenjujejo in si hodijo operirati, jaz samo rečem ne, ker ta nos te definira, to je nekaj posebnega na tvojem obrazu, daj ti karakter, sprejmi ga, ker to je del tebe in te dela posebno. Bo še verjetno treba kaj povedati, ampak imam upanje, da bo šlo na boljšno, da se bodo tudi ljudje začeli zavedati, da smo vsi lepi. Žal je slika tako močna, da pogosto zasenči podnapise. Prevladujoča vizualna kultura z roko v roki z oglaševalci mlada dekleta prepričuje, da niso dovolj dobra, urejena, lepa. Vse je pač spolirano, vse je tako, kar je sicer vse lepo in prav, ampak treba je predvsem mladim dekletom dati to sporočilo, da fotografija na naslovnici je produkt, je že v bistvu končni izdelek. To ni neka ženska, ki jo boš ti slikal ob 5 zjutraj, ki se bo ravno zbudila, vsa razmrščena, pa bo, kako je zdaj lepa. To je pač model, ki se z njem ukvarja frizer, masker, potem še fotografka postavlja luči, potem gre ta slika še v postprodukcijo in dejansko je tukaj odzadaj celo kolesje. Preden vas kolesje zmelje, ga ustavite in se ozrite okrog sebe. Urška Košir je fotografinja, ki kljub svojemu poklicu fotoaparat in telefon pogosto pusti kar doma. Spomini so še vedno pomembnejši od več 100 fotografij istega sončnega zahoda.